Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na posebnem dogodku, ki bo še posebej zaznamoval današnji prvi dan slovenskega lesarstva. To je podelitev 3. nacionalne nagrade za najleseno gradnjo 2020. Če ste se nam šele pridružili, naj povem, da smo se čez ves dan sprehodili skozi vrsto strokovnih predavanj, pogovorov in misli, ki so v nas utrjevale občudovanje in spoštovanje do tega naravnega materiala, ki je ekološki, trajnosten, trden, univerzalen, varen, zdrav, prijeten in unikaten. Zdaj pa je čas, da les spoznamo v posebni, še bolj konkretni luči ter v novi veličini, in sicer skozi najboljše primere lesene gradnje v zadnjih 2 letih. Odprti javni natečaj za najleseno gradnjo organizirata javna agencija Spirit Slovenija in Direktorat za lesarstvo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Z natečajem želijo krepiti zavedanje o lesu in njegovi kulturni razsežnosti, spodbujati arhitekte, naročnike in izvajalce k uporabi lesa, tako pri gradnji objektov, kot pri uporabi v vsakdanjem življenju, ter prispevati k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Objekte je ocenjevala strokovna komisija v sestavi profesorica doktorica Martina Zbašnik-Senegačnik z Fakultete za arhitekturo, docent dr. Iztok Šušteršič z Znanstveno-raziskovalnega inštituta INORINJU, profesor magister Peter Gabrielčič, zaslužni profesor Fakultete za arhitekturo, profesor dr. Milan Šernek z oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete ter izredna profesorica dr. Manja Kitek-Kuzman z oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete. Po presoji komisije je bilo podeljenih 7 nagrad v več kategorijah. V kategoriji stanovanjske stavbe sta bili podeljeni 2 nagradi, in sicer za enodružinsko hišo in večetažni stanovanjski objekt. V kategoriji javne stavbe so bile podeljene 3 nagrade: šolski, športno-izobraževalni in športni objekt. V kategoriji inženirski objekti in tehnične rešitve je bila podeljena 1 nagrada. Podeljena je bila tudi nagrada za urbanizem in arhitekturo. Komisija pa je podelila tudi eno posebno priznanje, ki ga prejme odbor tesarjev pri sekciji lesnih strok pri Obrtni zbornici Slovenije. Preden pa gremo k prvi kategoriji, na oddaljeni lokaciji posebej pozdravljam virtuoza Igorja Leonardija, ki bo slavnostne podelitve oplemenitil z avtorsko glasbo na inovativne lesene inštrumente. Tako, čas je za prvo podelitev v kategoriji stanovanjske stavbe. Kot enodružinska hiša nagrado prejme stanovanjska hiša Poljane, arhitektura Tribiro, izvedba tesarstvo Kaltak. Enodružinska stanovanjska hiša v Poljanah vnaša v dosedanjo gradnjo lesenih enodružinskih objektov novo svežino. Ustvarjena je zadržana, preprosta in vendar kompleksna arhitektura, ki se odlično vklaplja v prostor in ustvarja v notranjosti objekta vznemirljivo atmosfero. Objekt enodružinske hiše Poljane si zato zasluži nagrado tako zaradi odličnosti arhitekture kot tudi inovativnosti ideje. V studiu lepo pozdravljam predstavnika arhitekturnega studia Tribiro, gospoda Blaža Ruparja, in gospoda Abaza Kaltaka iz tesarstva Kaltak. Najlepša hvala za vajino udeležbo tukaj, veliko uspehov še naprej in iskrene čestitke. V kategoriji stanovanjske stavbe pa kot večetažni stanovanjski objekt nagrado prejme blok Karantanika, arhitektura Tria Studio, izvedba podjetje Alfa Natura.
Večetažni stanovanjski objekt Karantanika sodi v vrsto poizkusov, da bi v Sloveniji uveljavili gradnjo tehnološko zahtevnejših lesenih objektov. Avtorji so dokazali, da se da s sodobnimi tehnologijami uporabe lesa doseči primerljive konstrukcijske in funkcionalne karakteristike kot pri klasični opečni ali betonski gradnji z nedvomno ugodnejšim bivalnim ugodjem, ki ga nudi les kot material. Nagrada zato opozarja in spodbuja k nadaljevanju razvoja uporabe lesa v visoki gradnji in je plod ocene arhitekturne in tehnološke vrednosti objekta. Nagrado in plaketo tako prevzameta gospod Martin Lovrečič iz Tria Studia in Matevž Vrhovnik iz podjetja Alfa Natura. Najlepša hvala obema za udeležbo danes in srečno še naprej. Gremo naprej. V kategoriji Urbanizem in arhitektura nagrado prejme stanovanjsko-apartmajsko naselje Podbreg, arhitektura Studio Abiro, izvedba podjetje Alfa Natura. Stanovanjsko naselje Podbreg želi soustvariti predvsem širšo podrast razmeroma tradicionalno čuteče arhitekture, ki bo zapolnila vrzeli v obstoječi tradicionalni gradnji. Z arhitekturo, ki je zavestno naslonjena na tradicijo in hkrati sodobnejšo interpretacijo klasičnih oblik uporabe lesenih konstrukcij, ustvarjajo objekti željeno harmonijo v prostoru. Nagrado podeljujemo stanovanjskemu apartmajskemu naselju Podbreg zaradi prispevka k ohranjanju harmonične podobe tradicionalnih alpskih naselij in smiselne uporabe lesa v alpskem prostoru Slovenije. Za arhitekturo bo nagrado v obliki te čudovite lesene krogle prevzel gospod Matej Blenkuš iz Studia Abiro, plaketo za izvedbo pa gospod Matevž Vrhovnik iz podjetja Alfa Natura. Obema čestitke in veliko uspehov tudi v prihodnje. Naslednja kategorija so javne stavbe. V tej kategoriji najprej kot šolski objekt nagrado prejme Eko hiša BIC Ljubljana, večnamenski šolski objekt za program naravovarstveni tehnik. Arhitektura podjetje Curk Arhitektura, izvedba podjetje VG5. Eko hiša BIC v Ljubljani je manjši šolski objekt postavljen v pastoralno-barjansko krajino. Avtorji so iz razmeroma programsko skromnega objekta uspeli ustvariti zadržano, a kvalitetno arhitekturo. Uporaba lesa je racionalna, z upoštevanjem znanja novih tehnologij in preprostih detajlov, ki pripovedujejo o načinu tektonike gradnje, in zato si objekt zasluži nagrado kot primer skromne in hkrati kvalitetne arhitekture v pogojih omejenih finančnih sredstev. Tako, leseno kroglo za arhitekturo, torej prejme gospa Jožica Curk iz biroja Curk Arhitektura. Plaketa za izvedbo pa gre v roke gospoda Mihe Berlana iz podjetja VG5. Najlepša hvala obema za udeležbo v teh posebnih razmerah in veliko navdiha še naprej. V kategoriji javne stavbe kot športni objekt nagrado prejme trajnostni športni center Squashland, arhitektura Goran Miličevič, izvedba podjetje CBD. Športni objekt Squashland v Ljubljani je primer manifestacije inovativne rabe lesa v zahtevnih in kompleksnih športnih objektih. Objekt je izveden z obilo tehnološke smelosti in predstavlja po svoji velikosti enega največjih squash centrov v Evropi ter glede na izvedbo v leseni konstrukciji tudi največji tovrsten objekt na svetu. Objekt je hkrati rezultat neizmernega entuziazma investitorja in njegove vere v uresničitev zastavljenih ciljev.
Nagrado prejme objekt Squashland za radikalno in domiselno programsko arhitekturno rešitev, kot tudi za inovativno uporabo tehnologije v leseni gradnji. In z nami sta avtor arhitekture in investitor, gospod Goran Miličević, ki tako prejme leseno kroglo, za statiko in izvedbo lesene konstrukcije v imenu izvajalca podjetja CBD pa plaketo prejme gospod Bruno Dujić. Najlepša hvala obema za prisotnost in veliko uspehov še naprej. V kategoriji javne stavbe pa kot športno izobraževalni objekt nagrado prejme Športni center Trebelno, arhitektura Kontraarhitekti, izvedba Marles hiše in podjetje CGP. Gradnja šolskih in športnih objektov v manjših podeželskih krajih je vedno priložnost, da se za njihovo domišljeno umestitvijo izoblikuje v prostoru javni prostor, ki osmisli javni program kot osrednje kulturno središče kraja. Pri dozidavi šole in telovadnice v Trebelnem so se arhitekti in projektanti soočili z izjemno zahtevno lokacijo in so uspeli z domiselnimi tehnološkimi in funkcionalnimi rešitvami ustvariti ne le programsko zahtevno celoto, temveč tudi arhitekturo velike kvalitete. Športno izobraževalni objekt Trebelno si zato zasluži nagrado tako po kriteriju kvalitetne arhitekture, kot tudi vrhunske tehnologije uporabe lesa. In nagrado za arhitekturo prevzame gospa Mojca Gregorski iz biroja Kontraarhitekti ter v imenu izvajalca gospod Bogdan Božac. Iskrene čestitke, dobre ideje še naprej in veliko sreče. Nadaljujemo s kategorijo inženirski objekti. V kategoriji inženirski objekti za arhitekturo in konstrukcijo nagrado prejme Tržnica Medvode, arhitektura Tribiro, izvedba podjetje Dimniki, gradbena konstrukcija podjetje CBD. Tržnica Medvode je primer težnje po ohranjanju in nadgrajevanju še prisotnih tesarskih veščin in tehnologij ter svojim primerom spodbuja tako arhitekte kot tehnologe in tesarje k podobnim presežnim arhitekturnim stvaritvam. Lesena konstrukcija nadstrešnice nad tržnico nadgrajuje razumevanje tradicionalnih lesenih konstrukcij, kot jih poznamo pri kozolcih ali lesenih gospodarskih objektih, ter vnaša v tržni prostor Medvod prijetno svežino. Nagrada je zato rezultat tako dela arhitektov, tehnologov in tesarjev, kot tudi občinske uprave, ki je imela posluh za ohranjanje tradicije v leseni gradnji. Za arhitekturo v imenu Tribiroja leseno kroglo prevzame Tina Rupar Kobe, plaketo za izvedbo gospod Uroš Dimnik iz podjetja Dimniki, priznanje za gradbene konstrukcije pa Jurij Jančar iz podjetja CBD Contemporary Building Design. Čestitke, hvala ter uspešno vsem. Kot rečeno pa je tu še posebno priznanje komisije, ki ga prejme Odbor tesarjev pri sekciji lesnih strok pri Obrtni zbornici Slovenije. Utemeljitev komisije. Priznanje podeljujemo odboru tesarjev za njihov prispevek k ohranjanju, razvijanju in nadgradnji tesarskih veščin in znanja v Sloveniji in hkrati nagovarjamo tako arhitekte, tehnologe kot tesarsko stroko k še tesnejšemu sodelovanju, razvoju, promoviranju in uporabi lesenih konstrukcij pri gradnji v Sloveniji. In leseno plaketo je v današnji posebni studio prišel prevzeti gospod Jože Kregar, predsednik odbora tesarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Gospod Kregar, najlepša hvala in čestitke. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem in na veliko novih lesenih podvigov.
Gospe in gospodje, to je bila podelitev 3. nacionalne nagrade za najleseno gradnjo 2020, s katero smo ponosno sklenili današnji prvi dan slovenskega lesarstva. Če ste spremljali vsaj delček celodnevne prireditve, verjamem, da ste še poglobili svojo naklonjenost lesu, gradbenemu materialu, ki nas pelje v zeleno prihodnost in katerega mnogoteri obrazi so nas danes navduševali skozi dejstva, misli in dobre zgodbe. Pustili smo se ujeti v leseni objem in se prepustiti njegovim ugodnim in zdravim lastnostim. Najlepša hvala vsem našim predavateljem, hvala vsem, ki ste nas spremljali. Ker pa se naša strast do lesa nadaljuje, vas z veseljem vabim na naslednji dan slovenskega lesarstva. Predvidoma čez 1 leto, predvidoma v živo in predvidoma z odkritimi obrazi. Hvala, srečno in bodite zdravi kot dren.